Angelim, vsem skupaj. Vidim precej poznanih obrazov, se že poznamo, ker se srečujemo na teh forumih. Hvala organizatorjem, hvala Mojci predvsem, da ste me povabili na to predstavitev, na to delavnico. Jaz sem danes v dopoldanskem delu slišal ogromno imenitnih in zelo zanimivih informacij. Moja predstavitev bo pa bolj kot ne usmerjena v čisto neke praktične vidike, kako smo se mi pri nas na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru lotili upravljanja z raziskovalnimi podatki oziroma načrta upravljanja raziskovalnih podatkov v okviru enega obzorja 2020 projekta MyCreate. Sicer več o meni lahko vidite na spletni strani na programu, tako da ne bi izgubljal besed o tem, čeprav se meni zdi, da je tudi to, kakšnega profila je človek, ki se ukvarja z načrtom z upravljanjem raziskovalnih podatkov, zelo pomemben in je tu lahko ena zelo zanimiva zadeva. Moj prispevek bo razdeljen na par vsebinskih sklopov. Najprej čisto na kratko predstavitev moje ustanove in to zaradi tega, da boste videli, s kakšnimi oblikami oziroma s kakšnimi vrstami raziskovalnih podatkov se pri nas srečujemo. Potem seveda nekaj malega o zelo kratko vsebinske predstavitve projekta MyCreate, predvsem pa o tem, kako smo se mi lotili načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in nekaj specifik v okviru našega projekta. ZRS Koper, ne vem, verjetno marsikdo pozna našo ustanovo, smo javni raziskovalni zavod, menda še vedno edini izven Ljubljane s tem statusom. Sestavljen je iz 8 raziskovalnih inštitutov in kar je zelo zanimivo pri nas, je vse od humanistike do naravoslovja in večina stvari, ki pride vmes, tako da si lahko samo predstavljate, kakšne res različne oblike raziskav in posledično raziskovalnih podatkov pridejo, so rezultat dela naših raziskovalcev. Poleg tega obsega 11 infrastrukturnih organizacijskih enot, ki so tudi zelo različne. Na eni strani so to visokotehnološki laboratoriji z nekaj 100 000 evrov vrednimi kosi opreme, na drugi strani pa založba za publiciranje rezultatov raziskav naših kolegov. Sodelujemo aktivno tako v nacionalnih raziskovalnih programih, projektih, se pravi ARRS, razpisi. Imamo svoj infrastrukturni program in zelo aktivno smo vpeti v številne mednarodne programe, kjer tudi sega razpon od velikih projektov v okviru obzorja 2020 do manjših oziroma preprostih bilateralnih sodelovanj in podobno. Decembra smo praznovali 25-letnico obstoja v različnih pojavnih oblikah, to je res, ampak kljub vsemu ves čas gre za Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Več o nas lahko si preberete na spletni strani, naslov je spodaj. Bi pa na tem mestu povedal pač v tem kontekstu še to, da kljub vsemu temu še vedno nimamo za moj okus dobrega, enotnega, delujočega sistema zbiranja in arhiviranja raziskovalnih podatkov. Upam si pa to priznati samo zaradi tega, ker smo ravno ta trenutek v procesu reševanja tega problema. Tako da upam, da v bližnji prihodnosti, če bom še kdaj stal takole pri odru, bom lahko poročal o rezultatih, pozitivnih rezultatih v zvezi s tem. Projekt MyCreate je projekt v okviru obzorja 2020 v okvirnem programu EU za raziskave in inovacije. Je zelo obsežen, velik mednarodni projekt, 15 projektnih partnerjev iz 12 držav, kar je tudi z vidika načrtovanja, upravljanja z raziskovalnimi podatki velik izziv. Vodilni partner je prav naša ustanova. Trajanje projekta je 3 leta, od 1. januarja 2019 do zadnjega decembra 2021, se pravi, da smo točno na koncu 1/3. In čeprav je bilo marsikaj že narejenega, mogoče me bo kolegica lahko popravila, ampak se mi zdi, da ravno zdaj zadeve postajajo čisto zares pa zelo zanimive. Več o projektu mogoče tudi na spletni strani, katere naslov je tu spodaj. Čisto na kratko nekaj o
formalnostih v zvezi s tem projektom. MyCreate je akronim za Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, oziroma otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spremenjajoči se Evropi. To je menda prvi projekt s področja družboslovnih ved v okviru raziskave in inovacije programa, v katerem je neka slovenska ustanova nastopa kot vodilni partner, na kar smo, moram reči, kar ponosni. Vsebinsko mislim, da je glavni cilj projekta MyCreate je preučevanje in premagovanje izzivov vključevanja otrok migrantov. To niso otroci migrantov, ampak so to otroci migranti, se pravi sami otroci, ki nastopajo kot migranti v družbi gostujočih držav, in to je treba posebej poudariti iz perspektive otroka. Vedno se v okviru tega projekta izpostavlja ta na otroka osrediščen pogled, se pravi njihovi vidiki, njihove želje, njihova pričakovanja, njihove aspiracije v zvezi s tem. Ogromna večina dela v okviru projekta je že in bo izvedena v okviru terenskih študij v izbranih državah. Terenske študije so praktično vedno samo intervjuji osebni, intervjuji skupinski, fokusne skupine, taki ali drugačni pogovori, razgovori. Nekaj je bilo že opravljenega tudi z različnimi deležniki, ki se ukvarjajo s temi, se pravi vladne, nevladne organizacije, predvsem pedagoške organizacije na različnih nivojih. Cilji, ki si jih je projekt zadal, so pa priti do nekih resnih, konkretnih priporočil, zakonodajnih sprememb, političnih ukrepov, ki bi pač tej zelo občutljivi, zelo ranljivi in zelo aktualni skupini ljudi pač pripomogla k boljšemu bivanju. Skozi to naj bi prišli do nekih orodij, aplikacij orodij za uspešnejšo integracijo otrok migrantov. Skozi to se da tudi videti, oziroma ste morda zaznali, da podatki, s katerimi se ukvarjamo, oziroma se ukvarjajo raziskovalci v okviru tega projekta, imajo zelo močen etični pečat. Kajti velika večina ljudi udeleženih v raziskave so prvič migranti, drugič otroci, se pravi dva klicaja, kar se tiče ravnanja s podatki, ki izhajajo ven iz tega. Kako smo se mi lotili načrtovanja, ravnanja z raziskovalnimi podatki? Jaz mislim, da je bil pristop kar pravi, ker smo načeloma se začeli o tem pogovarjati že v času prijave na razpis. Takrat so bili pogovori res bolj na načelni ravni, malo tipanja, kako in kaj, kako bi se tega lotili. Nekaj izkušenj smo že imeli. Moram reči, da raziskovalna skupina, ki tu sodeluje, so pač izkušeni družboslovci, terenski delavci. Imamo lastni center za javne raziskave, ki imajo tudi nekaj izkušenj s tem, imajo izkušnje tudi že z oddajo podatkov v arhiv družboslovnih podatkov, tako da nismo bili čisto goli in bosi, ko smo se lotili tega. Ena novost je gotovo ta, da sem jaz prvič nastopal v tej funkciji, o čemer pa mogoče malo kasneje. Projekt je bil takoj vključen v ta tako imenovani Open Research Data Pilot, se pravi ta pilotski projekt Evropske komisije, ki pač zahteva oziroma stremi k zagotovitvi odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, kolikor je to možno, in seveda dostop zapreti, kolikor je potrebno. Zdaj, mi smo to imeli pred sabo in smo se tega na nek način zavedali, ampak bolj, ko se projekt odvija, bolj nam postaje jasno, kako je ravno zaradi specifik našega projekta to zahtevno. In bo tle treba še marsikaj narediti, da bomo se pač približali temu, kar naj bi. Ker je pač del tega Open Research Data Pilot, je v pogodbo vključeno posebno poglavje Open Access to Research Data. Morali smo se obvezati, da bomo pripravili načrt dela z raziskovalnimi podatki, ta tako imenovan Data Management Plan. To je tudi eden od
kako se reče po slovensko, deliverable, lepa slovenska beseda, rezultatov, izročkov projekta in da se bo ves čas to spremljalo in to delalo v okviru raziskav. Od trenutka, ko je bil projekt odobren za financiranje, do končnega podpisa pogodbe so se vsa ta pogajanja oziroma konkretni dogovori o upravljanju z raziskovalnimi podatki zelo intenzivirali. Bil je imenovan Data Protection Officer, moja malenkost. Dogovorili smo se o nekem projektnem timu, ki naj bi na tem delal. Zelo nam je bilo všeč, ker takoj so se odzvali kolegi iz Arhiva družboslovnih podatkov, ki se na tem mestu še enkrat zahvaljujem za vso kooperativnost in za vse številne koristne nasvete, ki so nam jih dali in nam jih še nudijo. Tako da smo zadevo v bistvu zaštartali, še preden se je cel projekt sploh začel, kar mislim, da je edini ustrezen način, da se sploh lotiš take zadeve. Naš cilj je bil ne samo odkljukati kljukico v zahtevah Evropske komisije, ok, smo naredili načrt za upravljanje s podatki, ampak to dejansko narediti tako, kot mislimo, da je prav. Je pa res, kot ste videli prej, zdaj smo na koncu 1/3 projektov, tako da še ne vemo, kako se bo zadeva končala. Upajmo na najboljše. Mislim, da točno na današnji dan je bil kick-off meeting projektnih partnerjev v Portorožu, kako zanimivo naključje. In zaradi vsega tega, kar sem do zdaj naštel, smo imeli tam že kar precej dobro, mislim, da pripravljene smernice načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki. Ne zdaj, da smo imeli načrt že pripravljen, ampak imeli smo vtis o tem, da je treba pripraviti skupino, ki se bo s tem ukvarjala. Imeli smo že par stvari prednastavljenih od te online aplikacije za pripravo načrta do imenovanja par ljudi, kot rečeno, stik vzpostavljen z Arhivom družboslovnih podatkov za pridobivanje morebitnih informacij. Takoj po tem uvodnem sestanku smo vzpostavili pač nek Moodle aplikacijo za komunikacijo med posameznimi projektnimi partnerji, pri čemer moram izpostaviti, da Moodle je namenjen komunikaciji in deljenju nekih dokumentov, ki nimajo, mislim, nikoli se ne deli raziskovalnih podatkov preko tega. Sicer bi to se lahko naredilo, ampak ravno zaradi občutljivosti podatkov tega ne uporabljamo. V ta namen smo vzpostavili portal na naši institucionalni informacijski infrastrukturi, ki je za našim požarnim zidom z nadzorovanim dostopom. Dostop do tega je kontroliran, večnivojski na ta način, da imam jaz kot administrator možnost editinga, medtem ko vsi ostali, ki bojo pa lahko odlagali podatke, imajo pa samo možnost odložiti prej pripravljene podatke. Samo jih dati tja in to je to. In to je kot nekakšno odlagališče za raziskovalne podatke, preden jih predamo v arhiv za trajno hrambo. Ves čas je bdel nad tem, oziroma smo bili v tesni sodelavi z Ethical Boardom, etični svet, ravno zaradi tega, ker se ukvarja projekt z etično tako občutljivimi podatki, je na koncu bil sproduciran nek etični protokol, v katerem je zelo podrobno opisano ravnanje z raziskovalnimi podatki, poleg vsega drugega seveda, in to iz več različnih pogledov. Od tega, ne vem, kako ravnati z opremo, s katero greš na teren in ne vem, vodiš intervjuje, da ne puščaš tega tako naokrog, da ne puščaš spominskih kartic, da prestavljaš stvari v arhiv z move, ne s copy in pozabiš izvorne kopije tam do tega na koncu, da ima Ethical Board zadnjo pravico oziroma zadnjo dolžnost, da bo povedal, katere raziskovalne podatke lahko dejansko potem predamo v trajni arhiv
in pod kakšnimi pogoji, kateri pa zaradi občutljivosti ne smejo biti naprej. Samo pokazal bom 3 stvari, ki smo jih mi uporabljali pri tem in so zelo koristne in jih toplo priporočam vsakemu, ki bi se loteval tega oziroma ki je soočen s tem. Eno je spletna aplikacija za pripravo data management plana oziroma načrta za upravljanje z raziskovalnimi podatki. Mislim, da so ga razvili na Univerzi v Edinburgu. Tukaj odprete svoj račun in znotraj tega računa lahko institucionalni račun, lahko naredite koliko hočete načrtov za raziskovalne podatke. Odličen je, ker ima predpripravljene template za načrte za različne raziskovalne programe. Se pravi, vi vpišete notri Horizont 2020 in vam takoj ponudi predpripravljeno. Ni nujno, da vi sledite, da potem dejansko uporabite to, ampak je zelo priporočljivo, ker je stvar tako self-evident, samoumevna, tako lepo te vodi potem skozi delo, da jaz si težko predstavljam brez tega, da bi karkoli naredili. Poleg tega, da omogoča en kup drugih stvari, kot je komentiranje, skupinsko sodelovanje in tako naprej, izpise seveda na koncu. Druga stvar je CSDAT Data Management Expert Guide, fantastična zadeva. Jaz kot ta data manager pri tem projektu, jaz nisem družboslovec, nisem te vrste raziskovalec, da bi bil seznanjen s vsemi temi stvarmi in brez tega sploh ne vem, kako bi lahko te stvari vodil. Ta vodič ima tudi en kup zunanjih povezav, ki te vodi do različnih priporočil, kaj, kako, kje, zakaj. Mislim, da je glavna težava pri uporabi tega vodiča ta, da ponuja preveč možnosti. Drugače pa mislim, da ste pri tem tudi sodelovali, kolikor vem, tako da toplo priporočam vsem, ki bi se lotili tega. In seveda, last but not least, spletna stran arhiva družboslovnih podatkov, pri kateri je tudi lahko težava ta, da vsebuje tako množino različnih podatkov, da je včasih lahko to težko, ampak sigurno ena stvar, ki zelo pomaga pri pripravi načrta, je čisto preprosto pogledati obrazec za opis raziskave. Že iz tega se da videti en kup stvari, kaj in kako se lotiti, kako stvari opisati, kakšni so podatki, na katere je treba biti, oziroma metapodatki, na katere je treba biti pozoren pri pripravi vsega skupaj. Specifike ravnanja z raziskovalnimi podatki pri nas, kot sem že omenil, res velika večina raziskovalnih podatkov se posveča izrazito ranljivi skupini ljudi, se pravi otroci in migranti na eni strani in vsi, tako rekoč vsi, bojo pridobljeni z intervjuji in izkušnje kažejo, da ni nobene možnosti, da bi za anonimizacijo zagotovili neizsledljivost informata. Ker gre praviloma za tako majhne skupine ljudi, da se da iz zelo ohlapnih metapodatkov v bistvu ugotoviti, kdo je bil tam. Če si predstavljate neko šolo, kjer sta 2 otroka migranta v neki širši regiji, ne moreš zagotoviti anonimnosti. Tako da je to velik izziv. Ravno zaradi tega so zelo stroga pravila, o katerih sem že govoril, definirana tako v etičnem protokolu kot v načrtu za upravljanje z raziskovalnimi podatki. In zopet se vračamo na dilemo odprt dostop, ja, kolikor je možno, in zapreti, kolikor je potrebno. To je zdaj neka stvar, ki je na tehtnici in ne vemo čisto točno, kako in kaj. Z arhivom družboslovnih podatkov smo se dogovorili o načelni dogovor o trajnem arhiviranju pri njih, ampak tu se pojavlja en kup vprašanj, gre za mednarodni konzorcij in raziskovalni podatki bojo v več različnih jezikih. Mislim, da je to na nek način že razrešeno, ampak skratka, to je element, na katerega je treba računati in zopet ti občutljivi raziskovalni podatki, do katerih bojo raziskovalci prišli. Škoda bi bilo to izgubiti, škoda bi bilo to zavreči, tako da se pač obstajajo neke možnosti, da se to maksimalno zapre, ne pa zavrže. Tako da je to pač še vedno lahko na nek način dostopno, ampak pod pogoji v nekem kontroliranem okolju. In nazadnje, Data Protection Officer, oziroma jaz nisem raziskovalec iz področja družboslovja
jaz tu vidim nekaj dobrih, nekaj slabih strani, nekaj malega sem jih naštel tukaj. Sigurno je pomanjkljivo to, da nisem seznanjen z metodologijo raziskovanja v družboslovju, ampak je to hkrati lahko tudi dobra stran, ne? Zato, ker ves čas težim raziskovalcem, kaj pa to, kaj pa tisto. Skratka, tudi raziskovalci morajo potem skozi to diskusijo preizpraševati lastne procese. Gre namreč za eno zelo utečeno skupino raziskovalcev, kjer je ogromno stvari samoumevnih. In če pride nekdo od zunaj, prileti z nekimi zoprnimi vprašanji, se potem te samoumevnosti preizprašuje. A je to res samoumevno? Zakaj to počnemo na ta način? Kaj, če obstaja nek boljši način, da to zadevo rešimo? In po drugi strani en kup je stvari, ker meni je sorazmerno blizu informacijska tehnologija, ki se meni zdijo samoumevne, pa njim ne. Potem oni mene preizprašujejo, če je to res. Skratka, mislim, da gre za neko sinergijo in upam, da čez 2 leti najkasneje bomo lahko poročali o odličnih rezultatih, tako projekta na eni strani, kot ravnanja z raziskovalnimi podatki na drugi. Tako, to je z moje strani vse. Hvala vam.